Člani Slovenske ljudske stranke so se minulo soboto zbrali na 20. jubilejnem taboru. Ta se je odvijal v Velenju ob tamkajšnjem jezeru. Kot vse kaže, notranje razprtije, izključitev Marjana Podobnika in izstopi nekaterih drugih članov niso škodili stranki, ampak so jo le še utrdili. Številni člani so to na taboru večkrat potrdili z močnim aplavzom. Stranka je pripravljena na nove izzive in čaka na državnozborske volitve, na katerih so prepričani, bodo znova prestopili prag hrama demokracije. Kot je na taboru poudaril predsednik stranke Marko Zidanšek, ki mu je žal, da so notranja nesoglasja v stranki polnila medije, sta trčila dva različna koncepta prihodnje poti stranke. Pri tem je pred obračunavanjem s političnimi nasprotniki zmagal koncept prizadevanja za politično kulturo v medsebojni komunikaciji in prav to je iz stranke odneslo Marjana Podobnika. Z njim je odšlo tudi nekaj drugih članov, a kot še dodaja Zidanšek, je stranka zdaj očiščena. Izstope, ki so sledili po izključitvi Marjana Podobnika iz Slovenske ljudske stranke, vidim kot nujno očiščenje podtaknjencev z dvema obrazema, ki z eno roko ponujajo spravo, z drugo pa te primejo za vrat. Dvojni agenti so bili razkrikani, sateliti so na poti k svoji matični ladji. Dosegli smo očiščenje in Slovenska ljudska stranka postaja ponovno ljudska. Po Zidanškovih besedah naj bi do sobote iz stranke izstopilo 15 ljudi. Številna podpora na sobotnem taboru pa je dokaz, da bo stranka nadaljevala svojo politično pot. In to pod geslom Vemo, kam gremo. Mi gremo po zaupanje Slovenkam in Slovencem, državljankam in državljanom, mi gremo seveda v parlament, mi gremo zato, ne zato, ker bi mi želeli biti v parlamentu, ampak zato, ker vemo, znamo in zmoremo, imamo program dobrega gospodarja, zato da bodo slovenske državljanke in državljani živeli v dostojni državi, kjer se ne bojo rabili, bom rekel, bati za svojo ekonomsko in siceršnjo varnost. Naravna pot je Slovenska ljudska stranka kot najmočnejša sila, ki je v bistvu zmogla tudi generacijski premik, zmogla je svoje notranje očiščenje in jaz sem res verjamem v to, tudi čutim tudi podporo ne samo v Slovenski ljudski stranki, ampak če povem na ulici pri ljudeh, da smo na pravi poti, da so si to ljudje želeli in kot sem rekel, s Slovenske ljudske stranke je snet kamen za vratom in Slovenska ljudska stranka z optimizmom zre v prihodnost, pa ne za svojo prihodnost, ampak zato, ker zna, zmore, ima dober program in bo lahko naredila za Slovenijo tisto, kar Slovenija tudi v tem trenutku in v bodočnosti potrebuje. V stranki delovanje vlade ocenjujejo z negativno oceno in dodajajo, da imajo sami rešitve za prihodnost Slovenije. Koliko ur ste obrtniki in podjetniki morali delati za to, da ste poplačali previsoke davke? Preveč. Koliko ur ste namesto za delo porabili za birokracijo? Spet preveč. Zaradi slabega gospodarjenja po balkanskih načelih so slovenske plače prenizke, ljudje pa se morajo zato zadolževati in trepetati za svojo eksistenco. Še težje je upokojencem, med katerimi je veliko takšnih, ki s svojimi pokojninami ne morejo preživeti celega meseca. Ob tem imamo še preveliko strukturno brezposelnih, ki nimajo perspektive za boljše življenje, torej nobene varnosti. Da si Slovenci zaslužimo ekonomsko varnost in da imajo v stranki veliko dobre energije, s katero bi državi dali jasne usmeritve, je še dodal. V stranki tako znova računajo na prestop državnozborskega praga čez 2 leti, morda celo prevzem funkcije predsednika vlade. Zdaj anketni rezultati za volitve kažejo zelo optimistično, tudi zdaj smo bolj enotni, kot smo bili prej. Tudi ta prostor na desnici je nekako, bom rekel, bil v štartu v nasprotju z nami, sedaj gremo naprej in smo močnejši kot kadarkoli v zadnjem obdobju prej. In prav mladi se v zadnjem času v večjem številu pridružujejo stranki. Pri mladih je pa ravno situacija nasprotna, počutijo se bolje poklicane, bolje zastopane, tako da v bistvu v porastu število članstva, tako da pri mladih ni opazne razlike, bolj gre v plus.
Evropski poslanec iz vrst SLS Franc Bogovič je poudaril, da ima stranka še vedno največ županov in veliko svetnikov v občinskih svetih, ter se strinjal, da se mora stranka usmeriti v prihodnost in pozabiti na pretekle spore. Verjamem in upam, da bo poslej tudi zaradi tega mogoče kakšna dilema znotraj naše stranke manjša. Zagotovo nas pa čaka težko delo, kajti v Slovenski ljudski stranki smo tisti, ki smo hvaležni za vsakega člana, nekaj smo jih sedaj izgubili. Ko pa vas vidim danes v tako velikem številu, pa mislim, da ste tudi vi ocenili podobno kot vodstvo Slovenske ljudske stranke častno razsodišče, da se mora Slovenska ljudska stranka usmeriti predvsem v prihodnost in zagotoviti bodočim generacijam lepše, boljše življenje. Zidanšek je v svojem govoru še dodal, da je SLS igrala pomembno vlogo pri ustanovitvi in delovanju Kmetijsko-gozdarske zbornice ter vlado pozval k ukinitvi obvezne članarine za njene člane. Nadomestna sredstva za njeno delovanje naj vlada poišče v proračunu.